Dobrodošli na YouTube kanal. Moje ime je Nino Kolarevič, sem ustanovitelj in glavni urednik prvega slovenskega holističnega portala holist.eu. Današnji video sem naslovil COVID-19 ali znanstvena prevara, ki je zaustavila ves svet. Govoril bom o znanosti oziroma o pomanjkanju znanosti v medicini, predvsem pri virologiji. Kadar sledimo religiji namesto znanosti in pravilom, ki jih ta zahteva, se je lahko pričela odvijati zgodba, ki smo jih priča in nas še vedno omejuje. Njene posledice nekateri že zelo dobro čutijo, kot je to izguba službe in dohodka, vsi skupaj pa jih šele bomo in to verjetno na daljše obdobje. Karantene, zaprtje državnih in občinskih meja, vojska na ulicah, tako imenovana socialna distanca, nošenje mask, zaprtje šol, kulturnih ustanov, prepoved športnih tekmovanj, nepotrebne smrtne žrtve, ki so posledica nepravilnega zdravljenja. In zakaj? Ker gre za neodgovorno početje tako imenovanih znanstvenikov, saj jim je ta epidemija omogočila lastno promocijo. Uporablja se vojaška terminologija. Ubranili se bomo, premagali ga bomo, stopimo skupaj, seveda z distanco, išče se pravo orožje in tako dalje. V znanosti, kadar nekdo postavi neko novo teorijo in da bi ta lahko obveljala, jo mora tudi dokazati. Za tako dokazovanje obstaja stroga znanstvena pravila. Tako novo nastalo teorijo, ki naj bi bila dokazana, kasneje testirajo tudi drugi znanstveniki iz tega področja. In še reči, tudi vsi drugi potrdijo, potem ta lahko velja. Vendar, če le en delček ne drži, potem celotna teorija pade. Na žalost v medicini se tem protokolom ne sledi. Zato lahko z gotovostjo trdim, da medicina pač ni znanost. Kadar v konvencionalni medicini prevlada neka teorija, ta postane dogma. In tej dogmi morajo slediti vsi zdravniki in vse njihove krovne organizacije, vključno s Svetovno zdravstveno organizacijo. Čeprav so mnogi drugi znanstveniki dokazali, da je ta dogma napačna. Spomnimo se, kako je v 50. letih Ansel Keys hotel dokazati svojo hipotezo, da so maščobe živalskega izvora odgovorne za nastanek srčno-žilnih bolezni. Toda on je uporabil trik. Ker rezultati 11 držav njegove teze niso podprle, je on enostavno izločil in uporabil le 7 držav in te naj bi služile za dokaz. Zdravniki še dan danes predpisujejo statine, zdravila za nižanje slabega holesterola, kljub temu, da so številne raziskave dokazale zmotnost Kejsove študije in škodljivost teh zdravil. In zato ni čudno, da je tudi virologija bolj religija kot pa znanost, vendar ne bo to tema v enih naslednjih poročanj. Najprej se moramo povrniti v polpreteklo zgodovino v leto 2009, ko je Svetovna zdravstvena organizacija prav tako razglasila pandemijo. Takrat naj bi to bila prašičja gripa z znanstvenim imenom H1N1. Vse se je začelo na prašičji megafarmi v Mehiki, kjer so redili vsaj 1 milijon prašičev. Kot lahko na sliki vidite, so fekale teh živali odvajali v za ta namen posebno zgrajen zbiralnik, tako manjše jezero. Okoliški prebivalci so se pritoževali, da se v to širi grozljiv smrad. In uprava, da bi nekoliko umilila ta smrad, to onesnaženje, je pričela po površini zbiralnika škropiti z neko peno, ki naj bi izboljšala razmere. Vendar je tam še vedno strahotno smrdelo. Potem pa so delavci, zaposleni na farmi, pričeli obolevati. Uprava je reagirala in pričela z dezinfekcijo, torej še s hujšimi strupi. Zdaj, poleg še večjega števila obolelih, so nekateri med njimi tudi umrli.
In to je pritegnilo pozornost zdravstvenih strokovnjakov, tudi strani Svetovne zdravstvene organizacije. In njihova ugotovitev je bila, da smo priča nekemu novemu virusu, ki naj bi mutiral in s prašičev prešel na človeka. Kmalu so poročali o podobni situaciji že z drugih koncev sveta, kar je bil zadosten razlog, da je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo. K sreči je neko farmacevtsko podjetje na tržišče že poslalo cepivo proti tej gripi. Torej, to je zgodba zase. Zakaj takrat niso uporabili take stroge ukrepe kot v primeru covida? Kot pravi hrvaški virolog Srečko Sladoljev, je bilo to zato, ker so razvili to cepivo. Torej, imeli so zdravilo. V resnici tega izbruha prašičje gripe sploh ni bilo, čeprav naj bi po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije v svetu umrlo med 150 in 570 tisoč oseb. Vzrok za tako imenovano gripo so bile pač genske razmere na podobnih prašičjih farmah povsod po svetu. Umirali so predvsem mlajše osebe, kar je seveda netipično za gripo. Je pa povsem normalno, saj so delavci na farmah bili predvsem mlajši moški. Ta gripa je dokaz, da kadar prevladajo ekonomski interesi, se zanemarja onesnaževanje okolja in njegov vpliv na zdravje zaposlenih, kot tudi na zdravje okoliškega prebivalstva. Zato je zelo priročno za to okriviti na novo izmišljen virus. V takem primeru podjetjem pač ni treba izplačevati odškodnine delavcem ali njihovim družinam oziroma lokalne epidemije novega virusa. To zgodbo dobro osvetlijo ameriški znanstvenik dr. Andrew Kaufman in na tem slajdu lahko vidite njegove znanstvene kompetence. Pregledal je nešteto dostopnih dokumentov z namenom, da razsvetli, na kakšen način so znanstveniki prišli do tega, da so vzrok za nov tip respiratorne bolezni našli v novem koronavirusu. In tu so nesporna dejstva, kako se je začelo, kako so našli nov koronavirus in zakaj se je ideja nove epidemije in kasneje strani WHO razglašene pandemije tudi ustalila. Vse se je začelo v kitajskem mestu Wuhan. Ground Zero je bila tržnica z mesom in ribami. Za neko novo obliko pljučnice je v tem mestu najprej zbolelo 198 oseb in vsi oboleli so bili povezani s to tržnico. Na tej sliki lahko vidimo kadavre živali, ki ležijo na betonskih tleh. Na naslednji sliki vidimo, kakšne so bile higienske razmere tam. Prodajalci so nekatere živali za stranke zaklali na licu mesta. Vidite žive in ubite žabe in kokoši. Ostanke ubitih živali so metali v plastične posode, ki so odprte seveda. Elektronska tehtnica tam v kot desno je umazana od krvi in drugih tekočin. Torej, ti oboleli so imeli povišano temperaturo, število limfocitov, levkocitov je bilo znižano in na rentgenu so v pljučih bili opaženi infiltrati. Antibiotiki pa bolnikom po 3 dneh jemanja niso pomagali. Postavlja se vprašanje, zakaj so kitajski zdravniki za vzrok te čudne pljučnice takoj pripisali virusu. Ali ti povsod prisotni strupi na tržnici niso mogli biti vzrok? Virusi so čudna zadeva, so neverjetno majhni, merimo jih v milijoninkah milimetra. Niso živi, bili naj bi neuničljivi. Imeli naj bi neko beljakovinsko ovojnico, na njej nekaj malega genetskega materiala. Ko se okužimo z nekim virusom, naš imunski sistem začne proizvajati protitelesa, tako da bi naslednjič imeli pripravljen učinkovit odgovor nanj. Toda, kljub temu, da niso živi, so virusi izredno pametni. Se hitro prilagajajo okoliščinam tako, da se skozi mutirajo, vsaj tako trdijo. In prav zaradi tega naj bi vsako leto imeli nahod in to večkrat na leto, ali pa gripo. Čeprav bi od prejšnjih okužbah že morali imeti pridobljeno imunskost. Torej mutacija. Razmnoževali naj bi se lahko le v celicah gostiteljicah, zaradi te sposobnosti lahko celico uničijo. Obstajajo trdni dokazi, da so virusi resnično prisotni v skoraj vseh primitivnih organizmih, ne obstaja pa direkten dokaz,
da se škodljivi virusi nahajajo tudi pri visoko razvitih organizmih, recimo pri človeku. Po drugi strani pa so znanstveniki ugotovili, da 8 do 10% našega genoma tvorijo virusi, neke vrste fosilnih virusov. Torej so virusi stalnice v človeku. Saj so ti nastali pred 0,5 milijardo let, mi pa smo že nekaj milijonov let na tem svetu. Na sliki lahko vidite, kakšen naj bi bil ta novi koronavirus. To seveda ni prava slika, temveč delo nekega umetnika. Saj pod elektronskim mikroskopom so vse fotografije lahko samo črno-bele. Na naslednjem slajdu lahko vidite še druge fantazijske slike virusov, ki naj bi jih že poznali. To so virus influence, ošpic, polija, sarsa, herpesa in HIV-a. Ta HIV je zelo interesanten, kajti ta naj bi napadal te celice oziroma celice ubijalke, kar naj bi bil razlog za AIDS. Vendar ga v teh celicah še niso nikdar našli oziroma videli, kar sta potrdila tudi oba najditelja HIV-a, in sicer Robert Gallo in Luc Montagnier. Kljub temu dejstvu se vsaj 100.000 znanstvenikov z celega sveta še vedno ukvarja s HIV-om, kar jim daje njihov vsakdanji kruh. Na tem mestu moram omeniti nemškega znanstvenika Roberta Kocha, enega od soustanoviteljev sodobne mikrobiologije. Na osnovi ideje dr. Jakoba Helmja, to je nekega drugega nemškega znanstvenika, razvil postulate, ki jih danes poznamo kot Kohove postulate. To je citat iz slovenske Wikipedije. Mikroorganizem se mora nahajati v vseh obolelih živalih, ne pa zdravih. Mikroorganizem moramo vzgojiti v čisti kulturi izven ločeno telesa živali. Mikroorganizem iz čiste kulture mora poskusni živali, ki smo jo okužili, povzročiti značilne znake preiskovane bolezni. In še eden, mikroorganizem moramo iz okužene poskusne živali ponovno vzgojiti v čisti kulturi, pri čemer mora biti še vedno enak kot prvotni mikroorganizem. Torej, kaj to pomeni? Mikroorganizem mora povzročati bolezen in ga ne smemo najti pri zdravih živalih. Potem se ta mikroorganizem vzame ven in ga v laboratoriju izoliramo in ga razmnožimo. Ko dobimo večji vzorec, s tem okužimo drugo zdravo žival in tudi ta mora zboleti za enako boleznjo. Potem tudi tej drugi živali vzamemo ta mikroorganizem ven, ga zopet izoliramo in mora biti enak tistemu prvemu. Ti postulati so zelo logični, toda kot se je kasneje izkazalo, se po teh načelih ne more dokazati, da bi katerikoli mikroorganizem povzročal katerokoli bolezen. Zakaj? Kako je to mogoče? Naj dam primerjavo. Če v daljavi opazite požar in se mu približate, boste zagledali hišo v plamenih. Prisotni pa so gasilci. Seveda ne boste mislili, da so oni povzročitelji požara, kajti oni ga skušajo pogasiti. V mikrobiologiji pa vlada teorija, da so mikroorganizmi povzročitelji bolezni in ne, da so tam zaradi bolezni in da delujejo kot gasilci, v našem primeru požara hiše. Še več, v primeru virusov je nemogoče slediti tem postulatom, kajti virusi se sami ne morejo razmnoževati. Zato je ameriški znanstvenik Rivers te postulate modificiral. In tu imamo primerjavo Kochovih in Riversovih postulatov. Kot lahko vidite, v primeru Kochovih postulatov je prvi postulat, da moramo mikroorganizem najti v oboleli in ne v zdravi živali, česar pač Rivers nima. Ta drugi postulat sta si v bistvu oba podobna, le v tem je razlika, kajti virus se ne da razmnoževati, lahko se samo v celicah gostiteljicah.
Ima pa Rivers dodan tretji postulat, to je dokaz sposobnosti filtracije. Kaj točno je s tem mislil, mi ni jasno. V redu, potem pa ima še šesti postulat, detekcija specifike imunskega odziva na virus, česar Koh tudi nima. Lahko popazimo, da Rivers ne govori niti o genetiki, ne o RNK-ju, ne o DNK-ju. To je zelo pomembno, kajti kasneje bomo videli, da se vse te raziskave vrtijo zgolj okrog tega. V tem slajdu vidimo, kakšna metoda za izolacijo virusa je predpisana. Kasneje bomo videli, da nobena raziskava ni sledila tej metodi. Poleg tega pa je povsod očitno pomanjkanje zlatega standarda, je sicer, da mora raziskava vedno vključevati tudi kontrolno skupino. To so zdravi ljudje. Torej, vzame se vzorec obolelega, v našem primeru to sluz iz pljuč, nakar se vzorec filtrira, da dobijo tiste drobne delčke, ki naj bi bili virusi. Tiste cevčice na manjši slikci so bakterije, majhni krogci pa naj bi bili virusi. Poleg njih se nahajajo tudi ostanki umrlih človeških celic, pa tudi celic drugega izvora, recimo bakterij ali gliv. Ta filtracija nato da v poseben medij in s pomočjo tehnike centrifugiranja se pridobi sloj, kjer naj bi se nahajali zgolj želeni izolirani virusi. Ti se potem proučijo s pomočjo elektronskega mikroskopa, ugotovi se njihova kemična in genetska sestava. Vendar, kot sem že povedal v enem prejšnjih videih, tega do zdaj ni še nikomur uspelo. Vedno so bile prisotne nečistoče oziroma genski material drugega izvora, kar v bistvu pomeni samo eno, da virusa ni še nihče dokazal, razen Štefana Elanke, ki pa je izoliral neškodljiv virus najden v morskih algah. V tej zgodbi zdaj nastopijo eksosomi, ki bodo kasneje odigrali ključno vlogo. V notranjosti celice pri vseh vretenčarjih se nahajajo majhni mehurčki, ki jih imenujemo vezikli. Tam se nahajajo organele, majhni organi, pa tudi eksosomi. Vezikli so obdani z enako opno, kot ima celica, zato se lahko po potrebi spojijo celično opno in medcelični prostor izpustijo svojo vsebino, v našem primeru eksozome. Torej, kaj so eksozomi? Te so odkrili leta 1983, sestavljeni so iz opne, v notranjosti pa imajo določene beljakovine in nekaj genetskega materiala. To je kot virusi. Služijo kot neke vrste kurirji, ki iz določenih celic prenašajo informacije tačnim celicam. Na svoji površini imajo neke vrste škatlico, ki bi lahko primerjali s ključavnico. In ta išče pravi ključ zanjo. Ko najdejo odgovarajoči ključ na tačni celici, se nanjo pripnejo in v celico spustijo svoje kemikalije. Znanstveniki so proučevali te eksozome in še vedno jih proučujejo in ugotovili so, da se tvorba eksozomov zviša, in sicer v primeru, kadar je v telesu, kadar so toksične snovi, torej neki strupi, potem, kadar je človek pod stresom ali strah, recimo pred covidom, v primeru raka, ioniziranega sevanja, naprimer rentgenske naprave, okužbe, poškodbe, imunski odziv, astma, različne bolezni, pa tudi elektromagnetna radiacija, recimo nova tehnologija G5. Pomen eksozomov v tej temi bom obravnaval nekoliko kasneje. Kaj so storili kitajski znanstveniki? Od skoraj 200 obolelih bolnikov so zgolj 7 osebam iz pljuč vzeli tekočino in druge vzorce. Poiskali so in ločili genetski material iz vzorca. Naredili so sekvence genetskega materiala, sekvenca pomeni določiti kodo genetskega materiala. In takoj so razvili diagnostičen test RT-PCR. Vprašanje, zakaj niso najprej skušali virus izolirati? In še vprašanje, odkot je prišel genetski material in zakaj so to storili. Najverjetneje zato, ker je prejšnje poletje so objavili raziskavo, kjer so na popolnoma enak način skušali najti marker za pljučni rak. Ta naj bi pomagal pri zgodnjem odkrivanju pljučnega raka. Ali je bilo to zgolj naključje?
Znanstveniki, ki so se pričeli ukvarjati z novim virusom, niso niti poskušali slediti Kohovim postulatom, temveč so ubrali bližnjico, uporabili so PCR metodo. Danes skoraj ni človeka, ki ne bi slišal za PCR test, seveda v povezavi s koronavirusom. In kaj pomeni ta PCR? Ameriški znanstvenik Kary Mullis je leta 1983 odkril metodo PCR, to pomeni verižna reakcija s polimerazom. Ta metoda omogoča kopiranje odsekov DNK-ja s pomočjo encima DNK polimeraze. Lahko rečemo, da s to metodo kloniramo DNK, ne da bi za to potrebovali žive celice. To pa pred odkritjem PCR metode praktično ni bilo mogoče. Kary Mullis je bil zelo neortodoksen znanstvenik, nekoliko ekscentričen, rad je zahajal v družbo, na zabave, se ukvarjal s športom. So mu pa zelo zamerili, kajti on je odločno nasprotoval teoriji o globalnem segrevanju, za katerega naj bi bil odgovoren človek. Poleg tega je potrdil, da HIV nikakor ne more povzročiti AIDS-a. Kljub temu je leta 1993 za svoje odkritje prejel Nobelovo nagrado. Ob odkritju svoje metode, mimogrede, v primeru rabe metode za RNK se postopek imenuje RT-PCR, ta RT pomeni reverza transkriptaza, je Mullis izrecno poudaril, da to njegovo metodo ne smemo uporabljati za testiranje na katerikoli virus. Očitno so znanstveniki to povsem zanemarili, zato se je ta PCR test uveljavil, čeprav je znano, kako nezanesljiv je. Pred nekaj meseci so Kitajci poročali, da je vsaj 50% pozitivnih primerov testiranja na koronavirus, da so bili lažno pozitivni. Ameriški CDC, Center za nadzor bolezni, pravi, da od 5 pozitivnih jih je kar 4 lažno pozitivnih. In zdaj pomislite, nekam potujete in od vas zahtevajo testiranje na COVID in vi ste lažno pozitivni. Verjetno vam sledi karantena ali prepoved potovanja. To je nič kaj prijetnega. Večina raziskav, ki naj bi opravili tako imenovano izolacijo COVID-a, je potekala na ta isti način. Kot vidimo, vzorca niso filtrirali, temveč so takoj šli v ugotavljanje RNK-ja. Obstaja namreč katalog sekvence RNK-ja vseh poznanih virusov in na podlagi tega določijo sekvence tako imenovanega novega virusa. To sekvenco nato s postopkom PCR pomnožijo eksponentno. Sekvenco dajo neko napravo in to sekvenco podvojimo, nato zopet podvojimo, dobimo 4, nato dobimo 8 in tako dalje. Število teh ponavljanj je normalno 25 do 35, najvišja meja pa je tam pri 45. Kitajski znanstveniki so storili prav to, se pravi 45krat so to ponovili. Več kot teh ponavljanj, bolj se poznajo napake, ki so vedno prisotne. Recimo prispodoba, močnejša ko je antena, močnejši je sprejem signala. Toda istočasno je tudi tisti neugoden šum močnejši. In zato je ta plafon postavljen na 45krat. In zdaj še zanimivo vprašanje, kako so ugotovili, da naj bi novi virus spadal med koronaviruse. Kitajski znanstvenik Zhou je svojo ekipo ugotovil, da ima novi virus približno 80% istega genoma kot SARS iz leta 2003. Sodeč po tej primerjavi, na tej sliki sta si res zelo podobna. Zdi se, da je ta odstotek res dosti velik, tudi po drugi strani si človek s šimpanzom deli 96% istih genov, kar je mnogo več kot v primeru teh dveh virusov. Toda, ali smo zaradi tega tudi mi šimpanzi? Seveda ne. Vendar smo na podlagi te analize dobili nov virus iz družine korona in na tej osnovi so razvili dokazovanje tega virusa. V nadaljevanju boste videli podobnost med prašičjo gripo in današnjo epidemijo koronavirusa. Katere so bile prve raziskave novega virusa? Preden si bomo ogledali rezultate teh raziskav, moram na tem mestu povedati.
Že prej se je dogajalo, da je bila neka teorija sprejeta, čeprav se je kasneje izkazalo, da so bili dokazi potvorjeni. Vendar so se avtorji še mnoga leta kasneje v različnih znanstvenih revijah sklicevali na to golfijo raziskavo, na to referenco. In prav to se je zgodilo tudi v tem primeru koronavirusa. Peng Zhou je v tistem času objavil raziskavo virusa. V njej ni sledu Kochovim oziroma Riversovim postulatom. Virusa niso izolirali. Delali so samo z genetskim materialom, ničesar niso gojili v zdravih človeških celicah. Namesto tega so zgolj pri enem od vzorcev uporabili komercialne pripravke. Pripravke to so neke bevacelice, ledvične celice opice, še ene druge. In niso dokazali sposobnosti filtracije. Vendar so na koncu povsem pošteno povedali, očitno so se zavedali pomanjkljivosti raziskave. Raziskava je dokazala povezavo med boleznijo in prisotnostjo virusa. Toda na še mnoga nujna vprašanja je potrebno odgovoriti. Potrebujemo več kliničnih podatkov in vzorcev, da bi lahko z gotovostjo potrdili, da je virus resnično zdrav bolezni. Druga kitajska raziskava je ekipa, ki jo je vodil Na Zhu. Niso izolirali virusa, temveč genetski material. Virusa niso gojili v celicah gostiteljicah, temveč v rakastih celicah pljuč. Niso dokazali sposobnosti filtracije. Vemo, da se v primeru raka močno poviša izločanje eksozomov, torej so tudi ti morali biti prisotni. Čeprav raziskava ni sledila Kochovim postulatom, smo lahko dokazali, da je COVID vpleten v dogajanje v Wuhanu. Torej še nobenega končnega zaključka. Tudi tu so njihove ugotovitve podane povsem pošteno. Toda nastal je še en dokument, ki ga je spisal korejski znanstvenik Jong-Min Kim. Tu je že v uvodu raziskave zapisana laž. In sicer novi koronavirus je povzročitelj te nove bolezni in pri tem se je skliceval na referenco številka 7. Toda, dr. Kaufman si je ogledal ta drugi dokument, to referenco, in take trditve tam ni našel. V resnici omenjena raziskava avtorja Paraskevisa primerja sekvence COVID-a z virusi pri drugih živalih in v zaključku pravijo, da obstaja potencialna povezava med COVID-om in novo bolezno, toda o tem je potrebno narediti še več raziskav. Torej, ničesar takega, na kar se je skliceval Kim. Korejska raziskava virusa ni skušala izolirati, temveč zgolj genetsko primerjavo so opravili. Virusa niso skušali gojiti v zdravih človeških celicah, namesto tega so uporabili komercialne vzorce in antibiotike. Antibiotiki pač ubijajo vse tisto, kar je še živo. In niso dokazali sposobnosti filtracije. Tudi kanadski znanstveniki z univerze McMaster so začeli za svojo raziskavo, katere rezultati še niso objavljeni, vendar na njihovi spletni strani, kjer govorijo o poteku raziskave, pravijo, da virusa niso kultivirali v zdravih celicah, temveč so uporabili neke celice sesalcev. In na tem mestu se laž, ki je sprožil Kim, ponovi v njihovi izjavi. Pojav novega koronavirusa na zdržalici v Wuhanu je sprožil pandemijo, ki je do zdaj zajela 160 držav. Torej, novi koronavirus, ki ni bil nikoli znanstveno dokazan, je sprožil vse te dogodke, ki smo jih pričali v zadnjih mesecih. In zdaj v glavni vlogi nastopijo preomenjeni eksozomi. Kadar so ti znotraj celice, se to imenuje MVE, multivesikularni endosom. In ko so znotraj celice, merijo približno 500 nanometra, ko pa so izven nje, so veliki približno 100 nanometra. Na tej fotografiji vidimo eksozome znotraj celice v MVE in trenutek, ko eksozomi zapustijo celico. Na tej obarvani fotografiji vidimo, kako jih je celica spustila ven, to so rumeno obarvani, da nevtralizirajo strupe. Ti so obarvani vijolično in te izločajo bakterije, vidite te kroglice, ki so podobne kamnim zrnom. Seveda z namenom, da preprečijo uničenje celice. Ta raziskava je nastala v laboratoriju v Petrijevki.
Na tej sliki vidimo presek celice in eksozome na njenem zunanjem robu, kot krog, ki ima na robu neke kroglice, granulate. Na desni strani pa tako imenovani COVID, tudi na zunanjem robu celice. Tudi ta je povsem podoben eksozomom. Res pa je, da je COVID dosti bolje viden, saj je ta presek narejen res vrhunsko. In tu so rezultati raziskave, objavljeni v New England Journal of Medicine. Spodaj na levi je fotografija COVID-a v celici, na desni pa fotografija eksozoma v celici. Je med njima vidna kakšna razlika? In še ena primerjava med eksozomom in COVID-om. Spodaj virus v celici, zgoraj eksozom v nevrocelici, ki je obarvana rjavo. In zdaj še umetniške upodobitve eksozoma in COVID-a. Vidite sličnost. Tu pa imate primerjava obeh. Primer eksozoma in COVID-a znotraj celice približno 500 nanometra, izven celice približno 100 nanometra. Oba uporabljata receptor AC2, to je encim za pretvorbo angiotenzina 2. Te receptorje najdemo skoraj povsod po telesu, v ledvicah, pljučih, možganih in tako dalje. Oba vsebujeta RNK in oba sta najdena v sluzi pljuč obolelih. Kot vidite, vsi ti parametri so povsem enaki. Dr. James Hildreth, ameriški imunolog, bivši redni profesor in raziskovalec HIV-a na Johns Hopkins University, predsednik medicinske fakultete Meharry, je izjavil, da je virus v vseh pogledih eksozom. In zanimivo, znanstveniki in farmacija skušajo eksozome uporabiti za prenašanje zdravil v tarčne celice, recimo v rak. Torej, še enkrat si oglejmo, kaj povzroča višjo produkcijo eksozomov. In zdaj že, zakaj so take razlike v poročilih glede žrtev COVID-19. Do zdaj naj bi po vsem svetu za COVID umrlo približno 550 tisoč ljudi. Na primer, Japonska, Kitajska in Belorusija ter Švedska so države, ki niso imeli strogega režima in imajo znatno manj žrtev. Sicer je Švedska prednjači s 511 na milijon prebivalcev, kar je dosti več, toda moramo vedeti, da so recimo v Belgiji, Veliki Britaniji in Španiji te številke dosti višje. V ostalih treh državah, torej Japonska manj kot 7, Belorusija manj kot 40 in Tajska manj kot 1, vse te niso imeli izrednih ukrepov. V Združenih državah in Veliki Britaniji so krovne organizacije dale navodilo, da naj zdravniki pri vsaki smrtni žrtvi, za katero se sumi, torej ni bila testirana, da je imela korono, se mora v umrliški list naj se vpiše COVID kot vzrok. Evidentno je, da si nekdo želi prikazati več žrtev COVID-a in da vsi pričakujejo razrešitev cepiv, ki naj bi bil na obzorju. Nihče se ne vpraša na osnovi česa temelji razvoj cepiva, če virus nikoli ni bil izoliran. Naj pripomnim, da v svetu vsako leto od pljučnice umre 2160 oseb na milijon prebivalcev, v starosti nad 70, v Belgiji pa naj bi umrlo 840 na milijon. Kot je prikazal dr. Kaufman, razglasitev pandemije ni imela podlage v znanosti, temveč v ugibanju in lažnih trditvah. Zaključek. Do zdaj ni še nikomur uspelo izolirati katerikoli človeku navaden virus. Nobelovec Kary Mullis, avtor PCR testa, je izrecno poudaril, da se ta test nikoli ne sme uporabljati za testiranje na virus. In če virus ni bil nikoli izoliran, potem ni možno izdelati cepiva proti njemu. Kljub tem dejstvom imamo pandemijo in PCR teste. Kako je to možno? Vsi zdravniki, virologi, epidemiologi, mikrobiologi, vsi ti so se skozi svoj študij učili brezpogojno verjeti dogmam, ki so nastale pred skoraj pol drugim stoletjem. In v te dogme se ne sme dvomiti, čeprav bi moral vsak znanstvenik vedno dvomiti v vse, česar ni sam dobro preučil. Vendar, če nesporno ugotovi, da je neka dogma napačna, mora biti zelo previden. Kajti, če bo njegov dvom
Javno izrazil, bodo strani strokovne javnosti sledile sankcije in bo zaradi tega verjetno ogrozil svojo kariero, pa tudi eksistenco. In prav to se je zgodilo enemu največjih svetovnih virologov na svetu, Petru Duisbergu. Ta je podvomil v teorijo HIV-a. In on ni več imel dostopa do objavljanja svojih raziskav v uglednih znanstvenih revijah. Ko je odkritelj HIV-a, Luc Montagnier, svojo lastno teorijo zavrgel, oziroma je uvidel, da pač HIV ni povzročitelj AIDS-a, so ga razglasili za zmešanega starca. Potem imamo tu še italijanskega zdravnika Tullija Simoncinija. Ta je odkril, da so plesni najverjetneje povzročiteljice tumorjev in da se to da pozdraviti s solo bikarbono. On je moral zapustiti Italijo in kasneje tudi Evropo. In še bi lahko našteval. Znanstvenik, ki javno podvomi v dogmo, se mora zavedati posledic. Edino taki posamezniki, kot sta Kaufman in Lanka, lahko kaj takega počneta, kajti oba sta finančno povsem neodvisna. V Nemčiji imajo zdaj novo žarišče covida v neki tovarni za pridelavo mesa. Vprašanje, ali so tam našli covid ali so našli eksozome, ki se izločajo zaradi prisotnih strupov v tovarni. Kot lahko vidimo, zopet se razkužuje, kar pomeni še več strupov. Razkužilo za roke je namreč čisti strup, ki si ga damo sami na kožo. Panika s covidom se nadaljuje. Prihaja do že težko pričakovanega drugega vala, saj nekateri to si želijo, vendar je ta povezana predvsem s politiko, mediji in določenimi parcialnimi finančnimi interesi. Američani so že pokupili vse bodoče zaloga zdravila Remdesivir, s katerim so pred leti hoteli zdraviti hepatitis in ebolo, toda vse neuspešno. Zdaj pa naj bi ta obetal dobre rezultate v primeru covida. Kakšni mednarodni spopadi si bodo šele sledili, če jim bo eventualno uspelo narediti cepivo. Ali bo kdaj prevladal razum in bomo končali s testiranjem? Video, ki sem ga predvajal, je nastajal kakšna 2 tedna. Saj sem moral veliko stvari raziskati in preverjati, sproti pa prejemal dodatne informacije o tej temi. In zdaj, čisto na koncu, so se stvari okoli covida pričele zopet zaostrovati. Že odprte meje se zopet zapirajo, nastaja nova panika. V Srbiji so recimo zopet napovedali uvedbo policijske ure in včeraj so se v Beogradu odvijali zelo nevarni dogodki, kajti potekali so spopadi med policijo in protestniki, ki zavračajo uvedbo teh strogih ukrepov. Očiten je neznosen pritisk medijev, pa tudi politične opozicije v nekaterih državah na vlade, saj zahtevajo ostrejše ukrepe. Panika zaradi tega narašča. Zanimivi so tudi dogodki v Braziliji, saj predsednik Bolsonaro ni hotel uvesti hujših ukrepov, zdaj pa je tudi sam zbolel. Kljub temu, da so ga v zadnjih dnevih kar 5-krat testirali na covid, je bil vedno negativen. Mogoče pa bo po 6. ali 7. poskusu le pozitiven. V Sloveniji zaradi pritiska medijev nadaljujejo s testiranji in našli so mnogo novih primerov, okužb, toda ne tudi primerov bolezni. Kljub temu moramo zopet v zaprtih prostorih nositi maske, velja tudi omejitev zbiranja, po novem tja do 10 oseb. Ta tako imenovana pandemija bi se lahko takoj končala, če bi prenehali s testiranji. Vendar propagandnega stroja ni več možno zaustaviti. To so zelo slabi obeti za prihodnost, kajti, kot smo videli, za vse to ni znanstvene podlage, zgolj praznoverje. Nasvidenje do prihodnjič.